Izigrani. Tako se počutijo tudi prebivalci v Senožečah in okolici. Tam naj bi postavili 35 vetrnic za pridobivanje energije. Čeprav so na referendumu rekli ne. Celo Nemčija se je zaradi vetrnic znašla v slepi ulici, saj so le dognali, da so škodljive, če so preblizu hiš. Za nameček pa so ceno za elektriko povišali kar za 200%. A Slovenija kljub temu ne popušča. In Ana, kakšen je torej argument Slovenije? Ja, ves čas se izgovarjajo na tako imenovani akcijski načrt, ki ga je Pahorjeva vlada sprejela pred 4 leti in z njim Bruslju obljubila, kako se bo do leta 2020 v Sloveniji vrtelo najmanj 35 vetrnic. No, a kaj, ko je ta argument naše oblasti povsem privlečen za lase? Poglejmo, zakaj. Ker ne moramo za nazaj spreminjati, kar je bilo obljubljeno, je dano. Kar pa ne drži, saj v Evropski direktivi, natančneje v njenem 22. členu jasno piše, da so države članice dolžne Evropski komisiji vsako drugo leto poročati, kako daleč so z izpolnjevanjem svojega akcijskega načrta, torej programa zelene energije. Obenem pa lahko Evropsko komisijo tudi seznanijo z vsemi spremembami tega akcijskega načrta. Spremembe so torej po tej direktivi mogoče, še posebej, če najdemo drug vir zelene energije, in teh nam v Sloveniji res ne manjka. Poglejmo. Ta denar, ki se zbere za obnovljive vire, je treba plasirati v tiste, kjer se denar porabi doma. To je pa recimo ogrevanje in hlajenje na sonce in take stvari. Pri vetrnicah bi šel denar izključno k izdelovalcu v Nemčijo. Poleg tega pa bi z njimi dobro zaslužili tudi določeni izbranci. Ko leta 2010 v Bruselj, tako uradnik ministra Sama Omerzela, Cvetko Kosac, romajo velike in zeleno obarvane obljube. Ampak kdo je pripravil ta akcijski načrt? Kdo je podpisnik tega? Ministrstvo je pripravilo. Kdo konkretno je pod ta načrt podpisan? Vi ali kdo drug? Ne. Ministrstvo je pripravilo. In to za gospodarstvo, natančnije njegov takratni direktorat za energetiko z Janezom Kopačem na čelu, ki sončni in geotermalni energiji zgolj pripreduri in še to samo za 5, na stežaj pa jih odpahne vetrnicami in to celo zmikavno razgrinja naravovarstvenik Tomaž Ogrin računico. Ta investicija ni na prostem trgu, ampak je podprta od države, skratka, ta denar je zagotovljen. In to od davkoplačevalcev z dražjimi položnicami za elektriko, torej povsem po vzoru Nemcev, kjer so njihove položnice že poletele v nebo in kje so še stroški, tako mikrobiolog Miha Jant, za voljo škodljivih posledic vetrnic. To je nič drugega kot, kaj ne rečem, tombola z človeškim zdravjem. Saj skušata družba Vepa in z njo Aleš Musič vetrnice postaviti zgolj 800 metrov od senožeških hiš, ker jih korenito dlje tudi ne moreta, saj so tam ogrožene živali in narava. Vedno govorimo o zaščiti živali, kdaj bo kdo zaščitil tudi ljudi? Torej so živali bolj pomembne kot pa ljudje? Ne, to ste vi rekla. Ja, takšno je to sprenevedanje oblasti, s katero je družina Musič že poslovala. No, in če je za časa Pahorjeve vlade na davkoplačevalske stroške Kopača in njemu nadrejeno ministrico Darjo Radić, oba sta iz stranke zares z letali, med drugim vozila v Moskvo, bo zdaj služila z vetrnicami. In to s pomočjo tistega ministra Sama Omerzela, ki ga stranko zares in Kopačem povezujejo podjetja iz zloglasne skupine Ultra, in krog je tako sklenjen.